Lep pozdrav vsem mojim gostom, ki bojo danes skupaj, tako kot se je nekdo izmed njih izrazil, poskušali odkriti sveti gral nekako, ne. Kaj je tista skrivnost, kako ustvarjati donose, ne. Jaz sem, ko sem malo brskal po podatkih, ATVP-ja glede tega, koliko sredstev je v vzajemnih skladih, kaj se je kaj dogaja, ne, nekako prišel do nekih osnovnih številk. Danes je v vzajemnih skladih okrog 420 000, pa dobrih 400 000, da malo zaokrožujemo imetnikov točk vlagateljev, takih in drugačnih, ne. Njihov povprečni vložek je tam nekje 6 000 evrov. Zdaj bomo pa najprej vsakega izmed sogovornikov, mogoče bomo začeli tukaj pri, gospodih iz DZU-jev, kaj si mislite o tem znesku? Je premejhen, zagotavlja kakšno rento mogoče v prihodnosti, je treba tukaj na tem kaj delati, je število ljudi, ki so vključeni v vzajemne sklade, ne vem, veliko, majhno, je še kaj prostora, smo Slovenci sprejeli to malo mečem vprašanja, pa mogoče čisto ta prva številka, da malo zmerimo trg in da vidimo, kako velika je ta razsežnost vzajemnih skladov in koliko ljudi se dotakne. Gospod Lorenčič, mogoče malo o tem, kako vi vidite, vključenost investitorjev. Ja, dobro večer. Za odgovor je potrebno malo dodatno presicirati podatke. Kot si omenil, 420 000 vlagateljev, skupni znesek slovenskih vzajemnih skladih je 2,5 milijarde. Potrebno je zaločiti približno 2,5 milijarde, je slabo milijardo štet premoženja institucionalnih investitorjev. Na drugi strani je potem potrebno tudi v imenovalcu pogledati, da je teh 420 000, ki je 120 000 groba ocena vlagateljev iz procesa privatizacije, tako da potem zdaj dobimo približno potem ta znesek 5 000 evrov. To pomeni, ta podatek držav je nizek in daje velik potencial naši industriji. Potrebno pa je tudi ta znesek opazovati iz same strukture celotnega premoženja posameznika, kjer imamo v Sloveniji kar dve sliki obrnjeni na glavo napram evropskemu povprečju. Prvo je, da je v strukturi skladov prednjačijo delniški skladi za več kot 60%, in tako v bistvu potem je z deležem 20, če se ga zmoto okoli 20 so mešani skladi, malo več, ampak potem je pa segment, varni segment, obvezniški, pa money market, so pa nekje vsak po slabih 10%. Slika je obrnjena v Sloveniji. Morda je potrebno iskati razlog v strukturi premoženja posameznika, ker je tudi iz vidika nepremičnin, lastniških in pa najemniških, tudi Sloveniji struktura obrnjena. Tako da, in potem, ko pogledamo stranko iz tega zornega kota, ugotovimo, da je slovenski vlagatelj je konzervativn. To, kar pa zdaj nalaga pa približno bolj tvegane naložbe. Bomo še štafeto predali gospodu Abramoviču, malo na to vprašanje, pa ne toliko okrog števila, ker to smo zdaj nekako razrezali, koliko jih imamo, nekaj noter preleteli, bom tako rekel, vzajemne sklade skozi ide. Tukaj je bil ta učink, kako so se te preoblikovali, ampak pustimo malo to zgodbo v strani, ker ni bistvo današnjega večera. Dajva se malo na znesek. Recimo, ta znesek je v zadnjih letih rahlo rastel, pa seveda, ko je bil vrh, je bil bistveno večji, malo padlo, ampak nekako počas plezamo gor, rečemo, da njih 5 jurjev proti 6, če malo poenostavim. Kako je ta znesek dovolj visok za enega, rečemo, v srednjih letih, pa je generacija X, ali kako bi že rekla, marketingaši na nek način, da v bistvu cilja s tem zneskom v bodoče na saj nek dodatek pokojnini. Jaz sem se malo igral številkam, ampak težko prideš na več, na nekih 70 evrov rente pol 20 let, ko se upokojiš čez 20 let.
Torej, kako vi gledate na ta proces? Kako se pogovarjate z vlagatelji, ko pogledate, rečete, tukaj imate 5000 evrov, kaj se hočete s tem doseči, da se tako malo izrazi? Če sem skupaj, tle je bilo kar nekaj vprašanj različnih, pa mogoče bi začel najprej na tem, koliko Slovencev v resnici plačuje po skladu. Obstaja ena lepa anketne študije, niso zelo znane, jih ECB dela, tudi pač evroobmočje Slovenije ne obstaja. In približno, če se primerjamo s podobnimi državami, recimo Portugalska, ki je nekako najbolj podobna, je treba vedeti, da ima poprečno 3-krat večji delež ima naložbe anketno na Portugalskem kot v Sloveniji in poprečno obseg sredstva 4-krat večji na Portugalskem v Sloveniji. Spravi je nekje krat 12 potencijal, približno, če ne imamo Portugalsko. To je to, zato recimo verjetno se splača vlagati to panogo, če si pač kapitalist, ker je potencijal je velik. To je prvo vprašanje. Potem drugo vprašanje, koliko je potreben znesek, to nismo samo vzajemni skladi. V bistvu, kako obračamo pokojnina, katerko drug cilj, je pomembno, koliko imaš skupaj prihrankov. Se pravi, vzajemni skladi so seveda nekako vrčevalni zmagovalec, verjetno 20. stoletja med vrčevalnimi produkti, vse druga polovica, ni razloga, da se ne bi tudi v prvi polovici 21. podobna zgodba zgodila, v smislu pač kam gre trendi v razvitem svetu. Gotovo je 5000 evrov, ali pa tudi če bi rekel 50 000 evrov, je to bistveno premalo, bi rekel, se z tega lahko obetaš neko znak, rento v pokojitvi. To ni tisti znesek. Moraš iti pri današnjih obrestnih merah še 10-krat višje ali pa še več, da je to resen znesek. Zdaj, če gremo pa malo trende gledati, v Sloveniji mislim, da ljudje pač še niso prav odprla ta vseh plačil vzajemne sklade, to se vidi tudi iz podatkov. Kakorkoli omenjaš te privatizacijske pa institucionalne, z teh dveh virov so neto odlivi v vzajemne sklade, oba vira, se pravi, da pravih plačile so višja, kot kaže podatki ATP. To recimo bi mogoče rekel. Zdaj, kaj bi še lahko rekel, recimo, da če bi gledali neprivatizacijske vlagatelje, samo fizično sebe verjetno znesek bolj okrog 90 000 evrov poprečni znesek na naložbe vzajemnih skladov, mogoče še kot en podatek, ko smo ga mi nekako vse. To, zdaj pa ne vem, kar nekaj vprašanje, kdo treza je za takno. Mogoče še v to smer, zato ker v bistvu pred krizo je dejstvo, če pogledamo prilive, je bil mogoče odnos med DZU-ji in vlagatelji, rekel, nekako pod vplivom rasti kapitalskega trga, če se tako izrazva, lahko rečemo tudi nekega momentuma, ki smo ga imeli, mogoče so bile v spredju bolj delniške naložbe, rečemo Balkan kot tak, rečemo, da imamo danes druge substitute za kaj takega, da se malo pohecamo, v smislu nekega, ko rekel, želje ne zamuditi visoke donose, ki jih lovijo lahko vlagatelji, ampak po tem, ko smo te velike prilive videli, je dejstvo, da je udarila velika bomba, finančne krize, in potem nekako se je redefiniral, vsaj meni se zdi, nekako odnos z vlagatelji. To pomeni, da prilivi niso seveda več taki, bili smo odlive, zdaj pa počas tako ena taka malo potoček teče. 30 evrov neto na vlagatelja preračunano je bil recimo lani nek neto priliv. Veva, da gre nekaj ven, zato ker ljudi gre ven. Recimo, če greš malo nazaj, kaj hočem nekako ljudem pokazati pomoč, je, če začneš s 5000 evrov, pa 30 evrov noter vplačuješ nekaj bistvenega dodatka, ki penziji ne boš imel, po mojem mnenju. Mislim, se ga da zračunati, ampak ni velika stvar. Ampak, a drži trditev, da ste mogoče več začeli delati na, rečemo, varčevalnih načrtih, pa več na tem, da ljudem vsem pokažete, da je razlika med tem, da, ne vem, greš na banko, vzameš 50 000 evrov, jih vržeš v sklad noter, ker misliš, da bo jutri vredno, ne vem, ne jutri, čez eno leto vredno krat 2, pa med tem, da dejansko imaš pred sabo mogoče, ne vem, 240 vplačil, in da je to še neprvo in da imajo vse nek drug namen. Ali se to kaj prijemlje, ali se nič ne prijemlje, to. Ok, to je zdaj zelo dolgo vprašanje, pa bom začel še, se pravi, mislim, da je za nami kot panogo
če vem najprej kot panoga, pa ne bom govoril tako na skladih, zelo slabo desetletje, tudi zaradi tega, ker se pred krizo prodajali produkte, zdaj pa vsi skupaj ugotavljam, da ključna stvar, ki jo prodajamo, je storitev. Se pravi, da mi iščemo rešitve za pokojninsko varčevanje, rešitev za dolgoročno varčevanje kartako in rešitev za to, da ne izgubljaš ravne vrednosti prihrankov, kot izgubljaš z depoziti, kot je v celem svetu tako. Se pravi, to so rešitve, ki jih ponujamo. In pač sem in tja se bo dogajali vredno vsake 10-15 let obdobje kot leta 2007, ko ljudje kupujejo sklade zaradi donosnosti, ampak nekako bolj se ti pa maščuje, ko so donosnosti tisto, kar pač je visoko tvegano, pač se ti maščuje to neka, bom rekel, da je ravno igra z ničeno vsoto, ni pa ravno zelo donosno. Se pravi, premik v storitve je tista stvar, ki vse skupaj čaka. Mislim, da zagotovo je treba več delati na postopnih varčevanjih, ki so bile recimo v 15 let nazaj, 20 let nazaj izjemno uspešne življenjske zavarovalnice. Zdaj smo verjetno mi bolj uspešni, saj neto gledano vzajemni skladi kot življenjske zavarovalnice na področju prodaje postopnih varčevanj. Nikakor, tudi če ne čuje, pa niti ni mogoče teh 30 evrov, ki se pomenijo, recimo pri nas je spodnja meja 40 evrov, se pravi povprečje bližje skoraj 60 evrov, koliko nekdo v postopnih varčevanjih plačuje. Absolutno, to so naše izjemno pomembne stranke, njihov vpliv se pač bo pokazal še čez 5, 10, 15 let, ampak je. Hkrati pa so pomembne tudi te stranke z enkratnimi plačili. Tako da, ampak bistvo je to, da razlika danes ali pa 10 let nazaj je ta, da ljudje sedaj opazijo, da pri depozitih realno zgubljajo, ker so pač tako nizke depozitne obrestne mere. Leta 2007 pa niso opazili, da zgubljajo, ko je inflacija recimo 6%, pa so dobili 5%. To je razlika mogoče. In Slovenci, ki imamo v evroobmočju najvišji delež varčevanja v depozitih še vedno, pač nekako nas mogoče celo to bolj iz produktne strani, če se zdaj navežem čisto na začetek, ko sem začel govoriti, je mogoče pa celo prednost produktna, v ta trenutek ta, da ima drugi produkti vodi v slabosti, se pravi, da se premikajo sredstva sem nože. Tako da absolutno pričakujem, kot sem rekel, če Portugalska 12-krat toliko, pokojninska reforma mogoče bo čez kakšne 4-5 let, takrat v bistvu pa utegne se pač cel jez pač porušiti, množica priliva šla vzajemne sklade, kot so večini držav zahodnoevropskih v neki točki izgubila. Dajmo še besedo mogoče drugima sogovornikoma, ki gledata malo z druge strani ograje na samo panogo. Kako pa v vajnih očeh sploh izgledajo vzajemni skladi? Zakaj se jih uporablja, ima take izkušenj s tem, čisto kot potencialna investitorja, bom zdaj probal vajena govoriti in vaju vprašati, kaj si mislite o vajnima kolegoma, katerom okrog misli. Ali bi mogla, kako se pa prepričala, ali bi še kaj predlagala jim, tako malo en icebreaker vprašanje. Dobro, mogoče najprej moj vtis o celi zadevi. Jaz se še zadnjih 18 let igram s prijatelji v nogomet in vsak petek se dobimo. In pred 10 leti so na pivu po nogometu veliko govorili o skladih. Zadnjih 5-6 let nikoli. Tako da ta številka 400 000, ki sem jo slišal kot podatek, se meni zdi blazno velika. Sem rekel, nemogoče. Verjetno, potem ste malo razčlenili številko, pa sem ugotovil, da v resnici je nemogoče. Tako da... Ampak še zmeraj 300 000, Ogromno. Ker se meni tiče 5 000 ali 6 000 povprečno, povprečje je povprečje. Se pravi, verjetno je tisto 90 000 so takšni, ki se s tem resno ukvarjajo, 100 evrov imajo tisti, ki so poskušali vse prodati, pa ni šlo, karkoli. Tako da povprečja so zmeraj neki, kar ne vem. Drugače pa samo mnenje, mogoče nekoga, ker res ni v tem. Slišal sem, da želite prodajati storitve, in to že tudi zavarovalničarji vaš čas govorijo, da bi radi svetovali, pa prodali svetovanje, pa da nam hočejo pomagati, ampak neko mnenje o ljudeh, ki se gibljajo v okrogih kot jaz je, da je to bullshit, da bi radi prodali produkt, zaslužili provizijo in nas postrigali. Ampak da se razumemo, jaz spoštujem to panogo in je težek izziv, to hočem povedati. Se pravi, zmeraj neko mnenje ulice. In jaz verjamem, da iskreno vi to želite doseči. Samo eno je pa tisto, kar so se ljudje opekli, potem pa bla, 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 hoče nam pomagati.
In zdaj mogoče čisto psihologije prodaje, kaj se mi zdi, da je glavni izziv prodajalcev finančnih produktov v tem trenutek. To, da na vas gledamo kot na akviziterje. In problem glavnega akviziterja je, da ni povabljen. Naslednji problem akviziterja je, da ga vidimo kot prodajalca, ne pa kot svetovalca. Ko ga vidimo, pustimo kakšno je realno stanje, ne? Ampak percepcija mnogih ljudi je, da je to prodajalec, ki pravi, dajte mi vaš težko prislužen denar, ker ta denar v vaših rokah ni nič vreden, pa ga zato naj meni dajte. In potem, če ga prepriča, ne, je to druga stvar. Ne? Se pravi, in če tako pogledate, zakaj pred 10-15 leti smo vsi vlagali v sklade, približna zadeva je takšna, bomo zelo kratek, ne? Kdaj ste si kupili prvi pametni telefon? Kdaj ste si kupili prvo ploščato televizijo? Takrat, ko je v vaših glavah nastopila kriza. Ploščato televizijo ste videli pri sosedu pa v kafiču. Se pravi, moram tudi jaz skupaj. In pred 15 leti je bilo, ne? Vsi so vlagali v sklade, jaz moram tudi. Danes je pa ta psihologija obrnila. To je tvegano, ne bo donosov, Bog ve, kdaj boš nazaj, bo vsem zase skrbijo, ne? In se pravi, šlo gor, ful dol in zdaj mislim, da spet raste zaupanje v to, ne? Tako jaz vidim celo zadevo. In se obračajo v pozitivno smer, je pa pred vami kot prodajalci oziroma snovalci produktov zelo težko delo, ne? Se pravi, sploh, če želimo priti na en nivo, kjer je bila histerija, euforija, kjer si bil v bistvu med prijatelji pri pivu, ne? Že v podrejenem položaju, če se rekel, jaz se pa tega ne grem. Lahko še nekaj vprašam. Rekli ste, jaz sem tako malo začutil, da obstaja razlika med tem, da govoriš, da storitve prodajaš, ne, in so, rečemo temu, placebo storitve, ne, navidezne storitve, samo zato, da dobim denar od vas, ali pa dejansko, rekel, izvajaš tudi konsistentno nekaj časa, ne? No, zelo je test na tem področju, ne? Recimo, farmacevti vejo, da je potrebno zdravnike na 14 dni obiskati, čim hočeš kaj prodati, ne? No, če vložiš v kakršen bolj finančni produkt, je zadeva približno tako morning after, ne, pa vse dneva naprej, potem, ko si enkrat pristopil, podpisal pogodbo, pozabil nate. Se pravi, kolikrat da niso slišali za CRM, ne, kolikrat niso slišali, vse svetovne religije pravijo kaj. Obisk enkrat na teden, ves čas je treba spemati, zvoniti ali pa kričati, ne, iz minaretov. Ne pa zapustiti stranke, pa jih prepustiti sami sebe, ne. Tako da, v bistvu, finančna industrija zelo malo osnov prodaja vlada. In je pa res, da veliko stvari pa tudi veste, enkrat, mislim, da Kadje povabil Garija Kasparova v Slovenijo, ne? In kaj je on rekel, kaj je glavna lastnost uspešnih športnikov, pa finančnikov, pa podjetnikov, da si znajo nastaviti ogledalo. In jaz vas tukaj malo provociram, da ste razumemo, ne? Nastavljamo ogledalo, ki mogoče mi je malce, ne, ni čist pravično, ampak če bomo vsi v isti rok ne trpili, potem da bo nači izvoli. Vi gledali mogoče na določene finančne produkte, konkretno je bil eden izmed vaših sosedov, pa bom dal besedo vam, čist kako ste recimo živeli dobesedno z prodajalcem, da se tako izrazim, ako nekom, ki je tržil neke finančne produkte in kako ste gledali na njih, dokler se ni nekaj zgodilo, mogoče, če... Čisto kratko povem o mojih izkušnjah iz tem, vlaganje v sklade, delnice in tako naprej. Imam kar nekaj izkušenj, ampak žal zelo slabe. Pač takrat, ko so vsi to kupovali, sem tudi jaz kupoval na veliko prej. On igra futbol, ima. Prej je bil tukaj neki govor o nekih rudnikih v Južne Amerike zlata in jaz sem tudi neke take delnice kupoval, sploh nisem vedel, da obstajajo. Seveda noben ne krivim, pač to je bila moja požrešnost, bi verjetno rekel, ker sem hotel na hitro zaslužiti. Tako da zdaj pa to malo drugačno razmišljam in jaz sem zdaj pri teh stvareh zelo preplašen. In jaz trenutno imam vse svoje prihranke na bankah za 0% obrestno mero. Še takrat, ko je imela Nova Ljubljanska banka te stresne teste, sem iz par dni prej vse na banko Koper prenesel, sem jih učil za vsak slučaj. Pač denar kar težko zaslužen in ne bi ga rad zgubil, ne. Zdaj, kam vlagati, kako, jaz bi rad nekam dal ta denar, da bi saj realno vrednost ohranil. Nimam pa nekih apetitov, da bi to mogel nekaj zaslužiti. Sem čisto zadovoljen z realno vrednostjo in ne vem, ker zdaj na banki vem, da zgubljam.
0%, niti nimam v depozitu, ker tam je potem 0,2% in je to čisto isto. Tako da pojma nimam, kam bi vložil. Zadnje čase sem razmišljal, kakšen travnik nivo, tudi če je vojna, pa bombe padajo, postane, ne? Zdaj, kar se pa ti zgodiče, ko sem se prej pogovarjala, imam pa pač eno tako izkušnjo, smo potrebili neko poslovno stavbo, kjer imam enega tudi najemnika, enega zavarovalničarja in on tudi prodaja življenjske zavarovanja, zavarovanje in tako naprej. In moram reči, da sem se ga ful izogibal, da ga slučajno nam kaj srečal, da me nam kaj začel prodajati. Potem sem se pa enkrat cele srečala, se pa nekaj začnejo pogovarjati, ga poprašam, kako je, ker nimam odgovornosti zavarovane, pa je bilo zunaj tisto svet in mi smo se nabili tiste table, pazi, drsi, za vsak, mislim, če kdo pade, da je bil upozoren, sicer ne vem, kako je to. No in sem ga vprašal, sem rekel, to pa jaz najbolj mogo biti zavarovano, in rekel, seveda, nujno, rekel, to te lahko toži ljudi. No in potem sem se malo pogovarjala in sem videl, da je človek zelo okej in da mi je pač dober svetloval in seveda bom zdaj pri njemu zavaroval, ker mi pač poteče to požarno, pa tam pri drugi zavarovalnici. Tako da jaz mislim, da se vaša industrija mora malo potruditi pri tem, da človek vstopi malo nasprot, ker vsi imajo slabo mnenje o vas. Jaz ne, jaz vem, da sem za vse svoje zgrešene investicije sam kriv. Imam pa prijatelje, ki pravijo, krive so banke, krivi so ne vem, kdo, vse sem sami. Ne? Tako da jaz mislim, da morate kaj na tem narediti, da bojo ljudje spremenili mnenje potem, pa da jih bo manj strah. Pa dajmo pola zdaj z tega kroga nazaj, malo več še pa, ko bi rekel, nogometno lobiju se je zadržal. Kaj pa mislite, da bi lahko naredili v bistvu? Kaj vi v vaših očeh, ko ste se recimo mogoče pogovarjali o, ne vem, rekel koristih, da se tako izrazim, zavarovanje v tem konkretnem primeru, ne, bi vi, ko gledate, ne vem, kako ljudje so na spletu, nekaj srkajo vsebine v sebe, ne? Kako vi mislite, imate kakšno idejo, kako bi se lotil, mogoče z vašega stavišča, vzajemnih skrav, ne? Jaz sem že prej, ko sem predal to v Facebooku, sem rekel, da se zmerom trudim, da neke zadeve ljudem reklamiram tako, da niti ne vejo, da je to reklama. Rečemo en primer, ko sem ga naredil, ena punca je pri meni delala in mi je potem kaj nehala, pa so bilo dogovorjena za 3 mesece, ko sem za 3 mesece rabil, mi je ful lep mail napisala, kako je bilo super delati in tako naprej. In sem tako idejo dobil, sem rekel, to je bilo pa super, da na internetu objavim, pa to reklamiram. Rekel sem jim, naj še malo več napišem, je to napisala, sem to na spletni strani objavil in potem sem to zadevo reklamiral. In ta prispevek je imel 50,000 ogledov za zdaj, pa verjamem, da bo še imel. In tako sem, bi rekel, se niti nisem sam hvalil ali pa svoje podjetje, se pravi, me ta članek je podjetje, bi rekel, malo imidž dvigoval. Tako da jaz mislim, da mogoče na nek tak način, za vsako dejavnost obstajajo neke zgodbe, ki bi jih ljudje brali in dobivali bolj pozitivno mnenje. Kaj mislite, da ste vi naredili v tem primeru, kar podjetje ali pa podjetnik sam ni bil sposoben narediti? Čisto, kaj mislite? Ste dali nek drug pogled na njihov produkt, nek bolj perspektivo strani uporabnika ali v bistvu, kako se to zapakira, recimo? Ja, to je od primera do primera odvisno. Zdaj, dejavnosti, ki je lažje, pa so tudi nekaj težje, ne? Da jaz delam kaj na področju turizma, to je zelo lahko, ne? Prodajaš neke lepe plaže, neke lepe zalive, neke lepa potovanja, tako da tukaj ni težko. V kakšnih takih finančnih produktih je pa po mojem bistveno težje. Tako da iz glave kar nekaj pametnega ne bi mogo reči. Mogoče drug del ekipe, da se tako izrazim, kakšno misel na to temo? Jo, v bistvu, rešitev je, enostavno sem izvedba je težka, ne? Enostavno v kakšnem smislu. Jaz bi se usmeril na 300,000 ljudi, ki ima nekaj, ki vložek v skladih, ne? In bom spet s primerjavo povedal. Jaz imam kure doma, ne? Imam 20 kur in če želim, da mi nesejo jajca, jih moram vsak dan nahraniti, pa za piti moram dati vodo. Po zim, ko je zmrzovalo, sem mogel še bolj to poskrbeti, da ni bila voda zmrznjena, ne? Kar pomeni,
kdorkoli od vas ima stranke, če imate 100 strank ali pa 1000 strank, vsak dan, ko s temi strankami ne komunicirate, ko ničesar ne naredite za svoje stranke, zgublja ta vaša portfelj, vaša baza vrednost. In zdaj, če rečemo, da imajo vsi skupaj upravljavci 300 000 strank, to več niso stranke, če že dolgo časa z njimi niso komunicirali. Če ste poročeni, pa žena, že ne govorite, recimo 3 tedne, sigurno nekaj narobe. Ne? In zdaj, če vas podobno pa v biznisu, sem koliko časa preteče lahko nekomunicirane, da še lahko rečete, da imate stranke. Ne vem pa, če v vaši panogi, če sploh ste sposobni s 300 000 ljudmi komunicirati, če finančno to znese, če je dovolj velika razlika v ceni. Zato, ker jaz imam tudi svojo portfelj strank in z nekaterimi strankami komuniciram na ta način, da porabim za komunikacijo 10 € na mesec na stranko, druge stranke dobijo pa samo mail moj, ker so pač manj vredne. Se pravi, je tukaj neka struktura različna, potrebna in tako naprej. Samo jaz bi se pravi smeral na tiste, ki imajo 90 000, 200 000, 700, ne vem koliko, in bi tako stranko veliko verjetno se splača tudi na kosilo pelat, na 6 mesecev. In tako naprej. To bi bila moja rešitev. Ne vem pa, koliko je izvedljiva. Ne poznam dovolj panogo v smislu, ali je dovolj denarja tukaj, da to lahko naredite. Ne? Se pravi, to bi bil moj odgovor. Evo, gremo na drug, ko bo rekel, del igrišča, da se tako izrazim, pa bomo kar po nekak naravnem marketu, da se tako izrazim, gospod Abramovič. Kako se lotevate komuniciranja? Ali je več potrebe po komuniciranju tega, ali ne vem, ali bi pa vas lahko obdelali, da se tako izrazim redno komunikacijo z, ne vem, domnevam nekaj 10 000 vlagatelji, ki jih imate, vaše sklade, ali to tudi pričakujejo mogoče že danes? Naš poslovni model temelji na podobnih principih kot večina Evrope, to je, da prodaja poslovna banka in ona skrbi predvsem za privatni bančništvo, seveda za premožnejše stranke, in oni skrbijo za večino in tako stranko, seveda imamo tudi mi, ampak recimo kažejo statistike, da se 80-90% skladov v Evropi proda preko poslovnih bank. Splošno zakaj? To je ravno gospod Lisac prej govoril, pri bančnikih je drugačna situacija kot pri akviziterjih bančnikov, zaupaš. To je glavna stvar. To je problem cele evropske panoge vzajemnih skladov, da se akviziterjem ne zaupa in rešitev je seveda vhod preko bančnikov in tudi bančniki, ki so dali bolj uspešne, recimo zavarovalne produkte prodaje, če grem čisto še v drugo smer. Naš izziv, ključni, je ta, da obiskujemo komercialistov bank. Smo pri njih tedensko, preko ravno dnevno, mesečno, seveda glede na njihovo pomembnost. Mi recimo imamo stalno, organiziramo pico za poslovalnice meseca, vzročaš steklenico komercialistov meseca, organiziraš odrazna naložbena tekmovanja, da izintrigiraš, da zanimajo skladje, se pravi, stalno jih bombardiramo z nekimi novicami, zdaj ima tudi NLB banka nek svoj intranet obnovljen, ker mi stalno skušamo biti z novicami zraven, tam lajkajo, recimo ravno bila ena novica o tržnih deležih v februarju, ker mislim, smo nas imeli že 40 lajkov, ko bilo objavljeno znotraj NLB-ja, se pravi, ja, to so vse pač poti, ki jih delamo. In tleno pač, ravno 100 000 je omenil farmacevtsko panogo, če želiš prodati zdravila, moraš zaintrigirati zdravnike, mi pač moramo bančne uslužbence zaintrigirati. To je v bistvu vse, kar je, ni neka huda inovacija, to z naše strani kopiramo, kar se uspešno dogaja v celi Evropi že praktično 40 let in to je tisti model, ki ne bom rekel, da ravno najbolj inovativen, ampak ki se izkazal, da deluje v naši konkretni situaciji. Mi ne prodajamo prek akviziterjev in mi tudi ne prodajamo na drobno v Republiki Sloveniji, če se tako izrazim, to dela na LBDD. Se pravi, če ravno to k nam pridemo prodamo, ampak tako imamo razdeljene vloge distribucija in upravljanje nista na istem mestu. Se pravi, seveda imamo lastno službo, ki jo predvsem suportira prodajalce. Ok, in mogoče to kaj drugače, pa pol drugače vprašanje zastaviti. Jaz sem pozoril ta pametni telefon, gledaj notri, jaz nočem komunicirati sam z nekimi bančniki, jaz imam tukaj svoje vrstnike, oni zbirajo, ne vem, pošljajo mi, mogoče je bilo tako lor, pa to celo dela, da se malo pohecam, tukaj pristopno izjavo, ne vem,
KD Infond nek sklad, ne, jaz sem tole kupil, odločil sem se, moram nekaj narediti, pokojnin ne bo, ne, recimo, da je stran 30, je IT-ovc, programer, itak verjame vse žive teorije zarote, kako se ga bo pa za njega lotil, ker on je bodoči vrčevalec mal, ne. To pa mogoče distribucija prek ene toge banke, ali pa tudi mogoče, če je dosti fleksibilna, ne. Kako pa vi gledate na te, mislim, vprašanje v bistvu namenjeno generacijam, ki jih danes vidimo v vzajemnih skladih, imamo v bistvu, rečemo, baby boomerje, tiste, ki so nekako po drugi svetovni vojni do 65. Pa imajo nek premoženje, rekel so drug profil vlagatelja, polno generacijo X, sam sem tudi tam nekaj noter, ne, že, polno v bistvu so pa, rekel, druga verzija mene, ne, ki je še malo bolj, rekel, hiperaktivna verzija in uporablja vse žive tehnološke inovacije, ki jih lahko najdemo na današnjem spletu, ne. Kako se zdaj tega protevate, recimo, tega izziva, no, po mojem mnenju vsaj na nek način, ne? Ja, v KVM Infondu smo prepoznali ta izziv, generacije, različne generacije, zato smo tudi k temu pristopili. Seveda, največji izziv bo vsem v naši industriji je ta generacija milenijcev. Ta je v bistvu generacija, ki najverjetneje te ortodoksne kanale zavrača. Potrebni bojo novi prijemi, vendar, ker smo pač kot industrija preregulirani, smo zelo odvisni na zakonodajo. Tukaj nastaja manjši problem, da je potrebna, da zakonodaja ni dovolj fleksibilna, da nam bi omogočala implementacijo prodaje, bom konkretiziral, v bistvu to pomeni identifikacija stranke nadaljavo. Določene evropske države so to že implementirali in to uspešno izvajajo, kar pomeni, stranko identificiraš v 10 minutah preko specialnega call centra. In ta postopek steče. Seveda danes milenic, ki vstopi v naše prostore oziroma v poslovalnico, se najverjetneje zgrozi oziroma ne morem verjeti, da smo sproducirali toliko dokumentacije, da je pristopil v vzajemni sklad. Tako da, to je izziv, zasledujemo ga, seveda potem pa, če se dotaknemo, rečemo YX generacije, v Infondu smo tu šli v ta sklad Infond 2040, kar pomeni ciljni sklad, prepoznavamo, vidimo potrebo in manjko v tem pokojninskem delu. Tisto, kar je bilo vprašanje, koliko rabi stranka, da privarčuje, seveda tukaj dajemo rešitev z life cyclom oziroma target skladi, tukaj strankam ponujemo rešitev. Tako da, tako kot sem prej povedal, dejansko probamo po teh segmentih se lotevati, kakorkoli pa seveda veliki izziv bo ta zadnja generacija, ki pa je zahteva svoj pristop. Mogoče čisto malo sprašujem, ne? Zdaj, ko gledamo ta digitalizacija, ta več širok pojem, ko se delajo z tega zelo veliko obav, jaz osebno mislim, da je to predvsem implementacija tehnologij, za katere zmer več ljudi ve, da obstajajo in jih v realnem, lokalnem okolju še nimajo in v bistvu na nek način pritisk ratuje za vse tiste, ki tega nimajo, da to implementirajo. In zaradi tega, če ne implementirajo, zgubljajo stranke. To je, recimo, zanj smo eno debato. Recimo, kako se pa ali se tukaj lahko diferenciraš, če si zgodni, to pomeni, da stopiš ven iz četice ponudnikov, če se recimo usmeriš bolj v ta segment, ali je to še zmer preveč tvegana igra, da bi recimo inovacijski vodja na področju digitalizacije, da se to splošno rečem, pri DZU-jih. Ali bi to lahko bila konkurenčna prednost, da boste to enostavno vsi morali imeti čez 10 let, neke vrste aplikacije, ki bojo v končni fazi omogočila, da vse noter naredite. Ne? Če danes lahko downloadam aplikacijo in trgujem z delnicami, ne, v čem je problem, da si aplikacijo zrihtamo, da v bistvu vplačujemo sklade not. Ne?
imam mobilno bančništvo, imam denar na računu, zakaj ne moram recimo na telefonu narediti plačevalnega načrta z 2 kliki, recimo, da imam digitalno potrdilo. A to prihaja, sem preveč, ko bi rekel, so moja pričakovanja previsoka kot uporabnika, ki sem zagledan v svet in vse, kar ponuja, da se tako izrazim. Ja, kdor hoče. Dobro, tlele je pač več spet to vprašanje bilo, če gre mogoče najprej od konca tokrat, ne od začetka. Mi omogočamo recimo z enim klikom, de facto, če si že sklenil pristopno izjavo, imaš digitalno potrdilo, že enih 8 let v NLB kliku v spletni banki, da skleneš varčevalni načrt. Raje bom povedal, koliko jih je to v toliko leti sklenilo, govorimo o krepko manj kot 10 promila vseh varčevalnih načrtov, ki so bili sklenjeni. V tem času pa smo verjetno daleč vodili v Sloveniji, ko smo vse skupaj sklenili v tem času, ker ljudje tega niso taki kot ti. To je bil najkrajši odgovor. In to ne velja niti za Slovenijo, to velja za cel svet. Verjetno večina ljudi niti ne ve, da je bil vrhunec internetne prodaje vzajemnih skladov, verjetno pa recimo preko denarnih supermarketov v ZDA dosežen leta 2001. Takrat delež v prodaji celo ZDA pada preko teh kanalov. Pomemben moment je pač, mi tudi hodimo okrog po raznih seminarjih, poslušaš Nobelovce, bereš njihove knjige, kaj ugotavljajo, kako se ljudje obnašajo in pri odločitvah, kam so prihranki. Zelo redki so momenti, kot so bili recimo leta 2007, recimo s tistimi rudniki Južna Amerika pa Balkanja, leta 2000 internetni let se preomenjali, vsakih 15 let pride tazga momenta, ko ljudje kar drvijo v neke naložbe zaradi pretekle donosnosti, večino časa rabijo nek nač, nekdo nekaj malo poskuša prepričati. Si želijo si nasveta, dobijo ga pri ljudeh, ki jim zaupajo, nekaj lahko, in to, da bi pač nekdo nakazal 50 000, ker to je glavni biznis zajemnih skladov, dodati s 50 000 evri, recimo, da bi takrat nakazal preko interneta malo posurfal in nakazal, take stvari se verjetno, če se že zgodijo, se zelo redko zgodijo, tudi v Sloveniji in tudi si upam trditi v Evropi, da se taka stvar zgodi. Se pravi, ti želiš imeti svetovalca, pa ne samo zato, da ti malo pomaga zbrati, zato, da ga kriviš takrat, ko bo šlo vse narobe, to je tudi pomemben moment pri prodaji, zakaj bi rabo enega svetovalca, in zaradi tega zelo dobro, da ga ti najdeš v bančni poslovalnici, ki veš, da z bogalom že 100 let stoji, pa bo že 100 let stalo. To je pač pomemben moment pri prodaji. Super, tle bom sama nastop naredil, ker bom takoj predstavil na drug del igrišča, pa bom zastavil prima gospodoma vprašanje tistega bolj srbine, ker pove, ali pa si vi želite imeti svetovalca, oziroma bi cenili imeti svetovalca in ali bi zanj tudi mogoče plačali. Dajmo, recimo, 2 vprašanje. Torej, moj odgovor je da, da želel bi svetovalca in bi ga bil pripravljen tudi plačati. Samo v tem svetovalcu ne bi smel videti akviziterja. Drugač pa tako za publiko mogoče eno vprašanje. Nikoli ne posoditi po sebi, koliko bi bili pripravljeni plačati za turističnega vodiča, ki vas vodi po Disneyju. Ne vam povem, trenutna cena je 450 do 600 evrov na uro and they are overbooked. Kar pomeni, za pravi nasvet za nekoga, ki bi vedel, da mi ne turi nekaj, na kar bom imel provizijo in da mi želi pomagati, bi plačal realno ceno. Tako, ko ljudje plačujejo meni za 1500 evrov za seminar ali pa 300 evrov za seminar, sem jaz v tem rangu pripravljen plačati za korektno svetovanje. Jaz bi bil tudi pripravljen svetovalca plačati, ampak in tudi bi ga rabil, ampak glavno je zaupanje. Prav to zaupanje pa tudi ne more biti kar čez noč. Tako zdaj so mi na LB-ju dali tega preko osebnega bančnika, da grem sam kaj do njih in zdaj sem tak odnos začel vzpostavljati, da njemu bi pa že počas malo zaupal. Tako da pa sam nekdo mi pride, pa ne bom tega zaupanja žal. Da se malo pohecam, sem malo pod kožo zlezla. Tako večkrat, ko si zdajmo, ne pa tako verjameš. Pač imaš šatan iz Trebnega je, pa tudi nekaj Vrake. Pač urec, mislim, še človek iz drugega konca Slovenije, pa da vedem, da nikoli več videl, lahko pove karkoli, ta pa ne more, kakšnega nekoga prijatelja poznam in tako naprej. Kako? To so
centrale naročajo druge otrebe. Ne. Potrebne gremo na banko in Ne, se v bistvu tukaj se pogovarjamo o dveh stvarih, ne, seveda tudi to, da v bistvu distributerji pa tisti, ki tržijo vzajemne sklade, dejansko pripričajo lahko svojega vlagatelja, da vseeno bojo z njim imeli odnos tudi takrat, ko ne bo najboljš, ne, je verjetno že nek prvi korak, ne, bi jaz temu rekel. Na koncu malo provokativno vprašanje nazaj v DZU-jevski kotnik. Mislim, da počas zaključujemo, pa bo, mislim, da vsi nestrpno čakajo izvedeti, če je kakšno nagrado za Lugano, jih čaka. Dobro, malo smo govorili, da so zmer neke vroče naložbe, zmer bojo, ne vem, sej slišimo dobesedno, vsak mesec mi kdo kaj prenese zanimivega, ne, pa rekel, ponavad se mi nič ne sanja, kaj bi rekel pametnega, če se iskreno povedano, a zdaj govorimo o Bitcoinu kot naložbi, ali govorimo o kakšnih finančnih piramidah, ki spet krožijo malo okrog, ne. Ampak kar je mogoče zame zanimivo je pa to, ne, da recimo depozitne obrestne mere so nizke, ne. Če pogledam na tečajnico vzajemnih skladov, pa nočem zdaj propagirati enkratne vložke, ker mislim, da skladi so za nedolgi rok, ne. Sam osebno imam pogled, da je treba vrčevati v vrčevalnem načrtu in da v bistvu si služim bodočo rento. Celo v Excelu se vam zračunate, če greste na YouTube, pa vam bo povedal, kako to naredite, pa ni tako težko. Ne, par klikov. Vse se sliši tako, ampak po drugi strani tudi sami mi smo pripravljeni investirati tudi 10 minut časa, da bi posvetili temu, zakaj sploh to počnemo. Ne? Zdaj pa šel na eno drugo zgodbo, kje je zdaj provokativno vprašanje. Kako to, spoštovana gospoda, da pri takih donosih rečemo, provociram namenoma, da nam to tako disclaimer dvakrat ni, ne? V bistvu, danes, ko so tako nizke obrestne mere, imamo na tečajnicah tudi v 5 letih 60, 70, 80, tudi 100% sem videl, pa ne tako v nekih eksotičnih, da ne bo pomota panogah, ne? Ljudje namesto, da bi rekli, bomo pa nekaj dali v sklade, raj grejo na banko, dajo, ko bi rekel, down payment 30 €, vzamemo 100 € kredita in probajo kupiti garsonjero in ga dodajati. Zakaj mislite? Ker če smo iskreni, to je kupovanje na vzvod, ne? To je 3-kratni vzvod. 30 si dal not, pa 100 si vzel kredita in si lepo na vzvod si rekel, bom to oddajal. Zakaj mislite, da je to veliko bliže duhu trenutnega časa, kot pa to, da bi rekel, bom enostavno mogoče tudi nekaj dal vzajemne sklade. Zakaj nas to vleče? Je to zdaj neka ničlan vroča zgodba, ali so to končarke v obrestne mere, pa ljudje da so bolj skladi, ki se jim nam dal še s 5 najemnikom ukvarjati, ki jim plačajo rejmine, ali mislim, malo tako. Zakaj nisem bil bolj uspešen? Rekel, briljiv vzajemne sklade. Ja, smo jaz tukaj prvo kot je nazvod kupovanje finančnih produktov. Ne, ampak zakaj prosim? Pustimo tehniko zdaj. Zakaj ne? Ne, ker tukaj imamo res odklonilni odnos do tega, ker bolj manj je zaključek takih zgodb žalost. Ampak jaz hočem kupiti nepremičnino. Kako me te zdaj pripričal, da... Ja, jaz hočem nepremičnino, ne, hočem garsonjera, pa tam je penzija moja noter, ne. Ja, bom rekel, morda intenzivno stranko, ki si je svojo neko vizijo začrtala, kako vas rekla svojo finančno bodočnost, da bi preveč pamet domači sledijo, ni najboljše, vse iz mojega osebnih. Tako da lahko ga opozoriš, da so tukaj nevarnosti, to je to. Ne poslušam, v bistvu. Najverjetneje je ta stranka več ni jedno mesecev premišljevala. Ti mu pa zdaj ponudiš rešitev, da bi zdaj mogla v 2 minutah svojo idejo znegirati in v bistvu prestopiti do nove ideje. Tako da najverjetneje bi tudi za to bo potrebno nekaj časa. Tako da tu so dogodki oziroma dejavniki, kjer stranke ne možeš prepričati trenutno. Sploh, če si kaj z njim naredila svoje idejo, ki si zdi,
A jo lahko preujamemo, mogoče gospod Abramovič, da ne bo razmišljala 3 mesece in pol ne bo nič več drugega videla? Mislim, to je zahtevno. Tle ne gre pač za iluzije kontrole, ki so zelo dokumentirane. Ne se pravi, da mislim, da če recimo hišo kupijo, da bodo pač bolj donosni, ker bodo lahko vedeli, kdo bo najemnik, pa bodo sami prepleskali, pa bo zdaj... Ste poslušali, iluzija kontrole. Ja, iluzija kontrole, to ne deluje. Sem poskotil na drugo polje. Jaz sem se kar veliko že ljudmi pogovarjal tekom svoje karijere, zelo uspešnimi podjetniki. Tipično vprašanje, v kateri točki priješ do njega, ne rečeš, se pogovarjaš, pričakovanje odnosov z delniške sklade, recimo po stroški 7%, ne, rečeš, ne, te tako pogleda, pa rečem, kako pa je moja firma, ima 40% na leto naredi, ne. In pa vmes rečem nazaj, ne, in to tista iluzija, ko pač veš, da je en problem generalno nerazumevanje, če ima on više denarja, ki ga ves čas jemlje iz firme, pomeni, da ga verjetno svoje firme več ne more po 40% plemenitati, ne, če ne si ga ne bi izplačeval ven verjetno, ne. In nekako, tle se pa tudi iluzija, da on še vedno misli na svoj kapital, ki ga dela 40%, ki na knjigovodsko vrednost dela. Se pravi, tle en velik problem, ki ga imamo vsi pri finančnem svetovanju, je ta, da si pač vedno nekdo misli, sploh če je uspešen, ker večina ljudi s premoženjem so uspešni z več različnih razlogov, ker pač ima premoženje, vsi mislijo, da jih hočeš krog prenesti, to spet prema ta kriziterski problem, ne, tako nekako. In že to, ko začneš jim zniževati pričakovanja, mislijo, da nekaj jih hočeš že vnaprej, nekaj pač že inač z vodo, ko se temu reče peljati, ne, in to je velik problem, no, tako. Ampak tle polno iluzij, ne, tudi tle je iluzija nekaj kontrola, če odložiš v podjetje, recimo, to spet recimo, zakaj Slovenci toliko investiramo v slovenske dele, z tega veliko manj ne počne. Ampak ta iluzija obstaja, če ti misliš, da v Krku kupaš ali pa zgorjenja, kaj nekaj več veš kot recimo o Pfizer, ne, pa ne veš, verjetno kot nek poprečni vlagatelj, ne. In zdaj, kaj bi se rekel, da nek največji uspeh, ki ga je recimo naša družba dosegla, recimo v vsem tem času ta, da recimo naš januar letos je bil drugi najboljši prodajni mesec v zgodovini, ne, po januarju 2007. In recimo v strukturi prodaje, bi lahko rekel, je 60% bil strahotno dolgočasno globalno uravnoteženi sklad, še 30% smo imeli ostali strahotno dolgočasni skladi, ne, in tle tiste stvar, treba biti storitve prodajati, ne prodajajo se donosnosti, to ti sem in tja pomagam, ampak ti škodi, ne produkt storitev, ne. In zdaj, pač garsonjera je produkt, ne, to ni storitev, ne. Spet, zato to ni prava primerjava, ne, mi ne prodajamo ne bolj manj delniškega ali garsonjera, ne prodajamo storitev, ne, nekaj varnega, likvidnega, donosnega, verjetno tem vrstnem delu. Super, hvala, s tem bomo zaključili našo okroglo mizo. Včasih smo pač malo zgubljeni v vesolju, da se malo pohecam, ne, tako da mislim, da bo v nadaljevanju mogoče prineslo par namigov, kaj storiti. Tako da hvala vsem gostom.